About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Pa se ne moram verjeti, veste včasih prav jasnovidne. V glavnem, zdaj sem se parkirala tukaj v BTC, ker grem kot vsako leto, kot je zdaj že tradicija, snimati video Back to School. In pazi to, se parkiram, slišam nekaj, da zapiska, najdem parkirišče, se ustavim in grem pogledat na svoj Instagram in vidim sporočilce od moje sledilke Vite. Ura je zdaj le 15:06, ona pa mi je to sporočilo poslala 6 minut nazaj. In takole je zapisala. Hej, a boš letos tudi posnela video nazaj v šolo? Saj grem v srednjo šolo in bi mi res prišel prav tvoj video in zelo obožujem tvoje videe, saj vem, da vložiš veliko časa. Draga moja Vita in vse ostale, ja, kot očitno, letos bo tudi video, s tem, da ga bomo naredile še malo drugače, nekoliko začinile. Jaz predlagam, da gremo kar veselo spela tale video do konca, ker bo hud. Not looking back. Zdaj bo tako, vsako leto se skupaj naličimo, skupaj se oblečemo in letos sem rekla, dajmo še nekaj več. Tako da sem se odločila, da grem v BTC in v bistvu z vami naredim en tak seznam šolskih potrebščin, kaj bi jaz vzela, kaj bi jaz, katere zvezke bi izbrala, katere šolske potrebščine, puščico, copate, kulje in tako naprej. Tako da sem na poti v trgovino Bags & More, tam imajo to kljuškane stvari, glih zadnjič sem šla po svoje kovčke potovalne in sem se zagledala vse te barvite in kulje in zvezke, tako da letos bomo za šolo kupovali tam. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run. Evo ga, Office & More, to smo iskali. Kako je lepo, pa še Luka Dončića imamo, evo, tole me vleče v roza oddelek. Mala Evica bi pa v taki puščici ponorela. Wow. Pojmo najprej z zvezkom, iščem ene take velike, črtaste. Wow. Wow, ok, tale kar kliče moje ime. Presežem, da je to najbolj popoln zvezek, kar sem ga videla. Sold. Tole bo razveselil vse ljubitelje našega ponosa, Luka Dončić, njegovi zvezki, najdete jih v Office & More, imate kar nekaj različnih oblik, tale je hud, tale modra barva je res lepa. Pa še njegov podpis. In nagrada za najbolj cute zvezek gre Bags & More. Koliko je pa ta zvezek cute? In toliko enih detajlov, všeč mi je izbira pisave, tale srček, pa poglej te malenkosti. Res je lep. Če kaj, ko sem jaz hodila v šolo, ni bilo, so pa to pastelni markerji. Kako so lepi. Ko sem v srednjo šolo hodila, sem pa prešaltala na take zvezke. Carsko mi je bilo, ker so vmes ločeni po barvah, pa ker jih lahko trgaš in dajaš v mapo. Tako da prodano, in ko smo glih pri mapi, je tukaj en cel kup map. Jaz sem se zagledala v tole, ker se mi zdi, če je s tabo, je v bistvu tako, kot da bi bilo poletje celo leto s tabo. Meni so bile life lepe puščice in vedno sem iskala eno tako majhno, predvsem, ko sem bila v srednji šoli, da lahko noter pospraviš najpomembnejše stvari. Odločam se med tole, ker jaz sem čiza astro in zvezde in nasplošno astrologijo. Roza je pa klasika, ne, pa rožice, ampak tale me mogoče malenkost bolj mika. Oh yes, follow your heart. Eden mojih največjih guštov delati kljukce na to-do listu. Sold. Če si v mojih časih imel Jolly barvice, si bil pa cara. Ena taka stvar, ki vedno prije prav in sem si jo jaz vedno izposojala od sošolcev, je pa tale alkoholc. Vedno prav pride, za kam se podpisati, ali na kakšen zvezek, majico ali pa torbo. Teli barvni flomastri pa tudi vedno pridejo prav. A veste, kaj sem izbirala, ko sem bila v osnovni šoli? Nalipke. In bolj odbite, ko si imel. Več kot je imela nekih detajlov, nekih bleščic, več je bila vredna. Mit takle
fluffy kuli, je bilo pa tudi nekaj posebnega. In prav spomnim se, koliko sem ga vsako leto čuvala. Prav nikoli ne bom pozabila, koliko sem se počutila pomembno na nek način oziroma odraslo, ko sem z te šolske torbe na obe naramnici prešaltala na tako na eno naramnico. Pa en moj trik, jaz ful rada v vsaki torbici dodam rutko in tako prevzdigneš lahko luk svoje šolske torbe. S tem, da tukaj dobiš pa rutko in torbico že kar hkrati v ceni. Mi je pa recimo tudi kakšen tak nahrbtnik, fuluškan, pa čist za jesen. Zdaj pa vam za šolo čist vse, kar rabim, da ne bom sam lepa, ampak tudi pametna. Še vsem gremo pa mal skrit jutranje podočnjake, pa mal podariti učke, toliko da bojo, ko smo res fejst zlimane in zaspane, zjutraj mal bolj odprti. Še predtem pa ti pokažem, kaj sem vzela. V tejle vreči sem domov prinesla kar nekaj stvari, dejansko sem šla po seznamu, kaj vse bi dejansko rabila in dobila vse. Tako da zdaj sledi Bags & More oziroma Office & More, šolske potrebščine haul. To je toliko lepo, da je meni vsak let, začetek šolskega leta, kar tako mal škoda začeti pisati in uporabljati. Ampak meni je bila ena izmed najboljših stvari kupovanja šolskih potrebščin, tiska z novim kulijom zapišeš v prvo platnico oziroma prvo stran zvezka. Najboljši feeling ever. Pa greva kar lepo po vrsti. Vzela sem od zvezkov do map, do barvic, flomastrov, pisal in ostalih potrebščin. Zdaj ti bom tako vse na hitro pokazala. Pri tem zvezku priznam, da sem mal podlegla platnici. Noter je pa dejansko full cute. To je v bistvu tak zvezek / urnik / kot nek planarček, s tem, da nima datumčkov in ga lahko uporabljaš kadarkoli. Cute, pa še res ful lep. Potem imamo tukaj eno mapo, mape obožujem. Cel, v bistvu, kakor sem rekla, leto bo imela feeling, da je poletje, tako da tukaj bojo sledili kakšni popisani listi. Potem obožujem tale zvezek, ki je tak mal astro, pa zato, ker vmes lahko zelo tako lepo ločeš, a je, ne vem, matematika, a je zgodovina, tako da lajkam. Imam isto ujemajočo tudi puščico, to bom dejansko uporabljala tudi zdaj. Potem še en zvezek, tako všeč mi je zato, ker ima barvne liste, pa ker jih lahko trgaš in potem daš v to mapo. Pol nisem mogla mimo teh gorgeous zvezkov, a vi vidite to, kako se to lepo šajna, tako da ta, če se ne motam, ja, je črtast, tale bi mogel biti tudi, yes, pa še en za matematiko in vse kosinusne in sinusne izreke. Mimogrede, da se malo bolj še spoznamo, dajte mi zapisati spodaj v komentar, v kateri razred osnovne šole grede, ali pa če hodite že v srednjo šolo, v kateri letnik, ali pa če ste že na faksu, v katero smer. A slišite to? Vala en vrta, lihka je snimam. Odmislite brenčanje, dragi moji, gremo mi kar naprej. Potem imam tukaj le en tok luškan set kuljev, da ne govorim, koliko cute pakiranje. Zdaj sem ugotovila, da se ujema za tole mapco. Cute. V bistvu 2 roza kulja, dobro pišeta, pa še res ta lepa. Kot vidite, jaz pač obožujem roza barvo, tako da je kar nekaj stvari v roza barvi. In med drugim tudi tale v bistvu tak čist navaden zvezek. Spet meni je vedno ful všeč, da so stvari na špirala, če kaj utrgam, da pač ni tistih, a veste, listkov, tako tistih malih. In ravno zato, ker toliko obožujem stvari na špirala, vsako leto tako šolski kot letni planer lepotica naredim na špirala, ker ne vem, meni se zdi ful bolj praktičen. Lahko pa ti zapišeš, a imaš raj stvari na špirala ali brez špirala. Potem imam tukaj še 2 lušna ujemajoča blokca, Follow Your Heart in To Do List. Ta v bistvu še en tak za zapiske in potem tale To Do za pisati pravila in kot delaš kljukico. Tukaj ima prav take kvadratke, tako najboljši feeling ever. Pol Jolly barvice in Jolly flomastri. Sreča so pa ošiljene barvice. Pa je pa tukaj še en kotiček, ki me dela tako full happy, pa gremo kar hitro čez. Barni fluki, oh my god, koliko sem jaz to rada uporabljala, tako da sem vzela kar tale setek. Markerji v takih pastelnih barvah obožujem. Tole, drage moje, je meni full pomagal pri učenju. Vedno, kadar sem se učila, sem stvari počrtovala, v bistvu sem si tako sistematsko uredila, ne vem, rumena je za tisto, ko moram res full znati,
zelena tako, ne vem, je dober, da vem, ali pa si naredim kakšne oporne točke, potem recimo rdeča je bila, da sem si počrtala, kaj jaz vem, tiste iztočnice, skratka, flomastri so za učenje zakon. In kar rečem, da so mi zakon, jaz res mislim, da so mi zakon, ker sem tukaj vzela še en tak peterček, še takih rozastih, ok, tukaj je en rumen, pač, a ni to lepo? Makes me happy. Potem kuli, vzela sem take, ki se tako mal prelivajo, če lahko tako rečem, se mi zdi, da jaz osebno ful lep špišem. Potem en Edix, šilček, potem tole je ful cute carska stvar za takole za cahanci kakšno stran, ne vem, kje si ostala pri branju ali pa od kje naprej se moraš še učiti. Potem imamo tukaj en selotejp, lepilo, ravnilo in mislim, da je to. Zdaj pa, drage moje, preden gremo na make-up tutorial, imam za tebe najbolj carsko novičko ever! Trem mojim predragim sledilkam, ki gledate tale YouTube video, podarjam bon Office & More oziroma Bags & More v vrednosti 60 €. Ja, prav si slišala. 3 bom nagradila in v bistvu naloga je čist simpel. Naroči se na tale kanal Evina Lepotilnica, stisni rdeč kvadratek naroči se. Komentiri tale YouTube video in zapiš, kateri je bil tvoj najljubši predmet v šoli. In še 3. točka, sledi mi na Instagramu pod profilom Evina Lepotilnica. Če Instagrama slučajno nimaš nič hudega, 2 vrednostna bona bom torej podelila na YouTubeu in je dovolj samo, da si naročena in da komentiraš ta YouTube video. En vrednostni bon v znesku 60 € pa bom podelila na torej Instagramu, tako da tam nekako si proslužiš dodatne pike in če bi rada povečala te svoje možnosti za zmago, torej sledi tudi Instagramu profil Evina Lepotilnica. In to je to, drage moje, puščico imamo, zvezke imamo, kulje imamo, redirko imamo, lepilo imamo, barvice, flomastre, vse imamo v glavnem. Zdaj pa je čas za make-up time! Če še ne, ti res priporočam, da v svojo jutranjo rutino vključaš najprej en kozarec mlačne vode. V bistvu, če ga bo spila zjutraj še na tešče, boš pripomogla v bistvu telesu, da bo izločil vse strupe, vse toksine, hkrati boš nekako pospešila svojo prebavo, posledično pa bo tvoja črevesna flora bolj zdrava. Tele rožice imam pa zato, ker protestiram, da nas poletje zapušča. Se mi zdi, da tako cute paše na tele kodrčke. Ok, zdaj zjutraj bi ti svetovala, da dan začne z eno vlažilno kremo. Nekje 2 pumpici. Bodi pozorna, da boš uporabljala tako, ki dejansko ustreza tvojemu tipu kože. Se pravi, če imaš bolj suh, da boš nekako kožo navlažila, če je masten, da boš v bistvu uporabljala pravilno kremo in ne tako, po kateri se boš še bolj mastila. Na ta način torej kožo pripravimo na vso nadaljno podlago, hkrati jo malo zbudimo, navlažimo. Moj v bistvu tip kože je tak normalen do mešan. Zdaj pa tako, za šolo ne rabimo nekega ekstravagantnega make-upa, v bistvu cilj je, da nas malo zbudi, malo polepša pa naredi bolj sveže, pa prekrije tudi kakšne podočnjake. Tako da, jaz prisegam na tole Friziderm obarvano kremo. Všeč mi je, uporabljam že res dolg časa, ne vem, če nisem tudi lani v tutorialu uporabila isto, toliko zelo mi je všeč. V bistvu paše na vsak tip kože, prilagodi se tvojemu tenu kože, hkrati je res taka nežna podlaga, ni premočna, ker za šolo tudi učitelji te znajo kaj po stran gledati, pa konec koncev, da se boš potem skozi nekaj popravljala, ali si kaj razmazana, a nismo nič naredila. Tako da cilj je prekriti rdečico, podočnjake, kakšne mazolčke, akne, ki se nam dela od stresa in to je to. Korektor Maybelline Fit Me, mislim, da je številka 01, sprav se je že napisan, ampak ja, moj najljubši, tako da v bistvu vem na pamet številko. To naneseš tukajle na predel podočnjakov. Zdaj, jaz imam bolj izrazite, take modrikaste vijolične, že od nekdaj, tako da je korektor zame a must. Če premalo spimo, se nam radi pojavljajo s tem. Tudi če dovolj spiš, če piješ dovolj vode, vse to pač so nekak dejavniki, s katerimi lahko preprečaš, da nimaš tako vidnih podočnjakov. Ampak recimo pri meni sem znala ful vode spiti, ful spat, pa sem jih vse imela, ne. In kaj fora, da v bistvu so podočnjaki tudi zelo debni. Jaz vem, moj dedek jih je imel, moj oči jih ima in pač tudi jaz jih imam. Tretji make-up korak je bronzerček. Jaz uporabljam tegale od znamke Nux.
Všeč mi je zato, ker potegne bolj na toplo. Imela sem prej enega od Niksa, ki je bil bolj tak hladen. Zdaj čez poletje mi pa nekako bolj pašejo ti topli toni, pa tudi pač porjavimo od sonca, tako da je treba temu ustrezno prilagajati tudi kozmetiko. Evo, jaz začnem tukajle, v bistvu pri ušesku in potegnem nekje tlele do začetka oziroma končka, kakor pač obrneš veke. Tako da nekje do tle je pa v bistvu ključ, da vse skupaj fajn zabrišeš, da je ta črta čim manj vidna. In so že na vrsti naše obrvi. Svinčnik, ki ga danes uporabljam, je od Rimmel London v številki 002 Soft Brown. Na eni strani je taka krtačka, tako da jih bom najprej počesala. Zdaj pa zamenjam, na drugi strani je pa barvica. A pogrešate make-up tutoriale? Toliko časa se nismo skupaj že naličile in toliko uživam, res prav spomnim me na te moje stare čase, tako smo na nek način tudi začele. Tako da dajte mi zapisati v komentar, a bi rade gledale več teh make-up tutorialov. Preden gremo na učke, pa bomo v bistvu dodali še kanček rdečila. Ne pretiravati, v bistvu ta korak bi načeloma lahko tudi spustila, ampak takole mal, sploh v bistvu po zimi imejte v mislih, da smo cele take bledolične in potem v bistvu s tem pudrom znaš narediti čist tak enobaren look, kar je pač okej, to je cilj pudra. Vsem tako, da dodaš sebi malo življenja, da nisi čist bleda, pa paše takole malo rdečila, da pač te zbudi in da malo barve. Evo, to je to. Danes bom uporabila od znamke Essence I Need a Miracle. Mislim, da sem jo tudi že uporabljala tukaj na tem YouTube kanalu. Zdaj pa vzameš eno paletko, ki vsebuje belo senčko. Jaz bom danes uporabila Naked od Urban Decay Honey. Vzamem tole čista prvo senčko v beli barvi in nanesem tukajle v kotiček veke, zato ker v bistvu bela barva uček odpre. Tako da kar naredim, pograbam belo in dodam semle. Na ta način boš uček še odprla, sploh v bistvu tiste, ki imate manjše oči. Zjutraj se izogibite črnim barvicam, zato ker učke zapre. Nasploh so oči zjutraj ponavadi videti bolj pač manjši, ker smo zaspane, sploh če nisi jutranji človek. Tako da zdaj ne vem, a boste opazili, ampak meni pač vidim, kako je ta bolj odprta kot ta. Vse to so take majhne spremembe, ampak se veste, manj pa pomanj, pa pridemo do končnega rezultata. Zdaj pa gremo že na šminkico. Tukaj ti bom ponudila dve opcije. Zdaj tiste, ki hodite v osnovno šolo, itak bi bilo pač nič make-upa okej, ampak tiste, ki se pač rade naličite, bi mogoče tukaj priporočala eno tako labelo. Tako, evo, ustnice so takoj bolj take glossy, bolj take juicy, taka embalaža je. Zdaj pa za tiste, ki ste že srednješolke ali pa hodite na faks, tole zbrišem. Zdaj pa bom uporabila tole L'Occitanovo šminkico, v bistvu take nežne roza barve je, pa je obstojna, pa take lepe rozaste barve. Tako da nanesemo na zgornjo in na spodnjo. A zdaj bom pa čez dodala še lip glosak, tale pa od znamke Max Factor. Tako da to dodam takole v center ustnic. In to je to, lepotice moje, evo make-up za šolo, ki je tak nežen in udoben, da v bistvu, kot sem rekla na začetku videa, prekrijemo nepravilnosti in da smo na koncu videti bolj sveže. In če zdaj pogledamo before and after, mislim, da nam je skupnimi očmi to ful dobro uspelo. Zdaj pa gremo še na tretji in hkrati zadnji del tegale videa Back to School, namreč gremo se še obleči, valjda, kakor vsako leto. Ti bom podala nekaj mojih nasvetov in priporočil, kaj bi jaz oblekla, če bi se jutri vrnila nazaj v
Šola! Prvi styling, ki sem ga zbrala za šolo, je tale trendy jeans oblekica. Všeč mi je zato, ker so rokavi malo daljši in noge krajše in je tako pravo razmerje. S tem, da sem dodala še črnpaz, da malo razbije ta jeans, je pa zgoraj tako na gumbke, potem tukaj dol je pa na zadrgo. Res je huda, prav razmišljam zdaj, da jo vzamem še za sebe eno, dodaš črno torbico in si ready za prvi dan šole. Tole je outfit številka 2. Ful mi je všeč tale jopca, tele rožice dodajo tak cute pridih. Tukaj se zaveže, spodaj sem pa dodala še roza majčko, tako da v bistvu zjutraj, ko je bolj hladno, imaš lahko jopčko, če bo na prvi šolski dan potem ratal bolj toplo, se pa slečeš, ker je spodaj majčka na naramnice. Potem spodaj pa ene take športno elegantne hlače, tudi v roza barvi in se super ujemajo z majčko. Bom pa vse stylinge, kjer sem pomerila, postila spodaj v opisu, tako da boste vedeli, kje iskati. Pa je pa tukaj še tretji styling, ki je čist po mojem okusu. V bistvu se prepleta črna, bež in vijolična. Taka pepita oblekica, potem džeki bež in viola. Sem pa tukaj skombinirala tudi čeveljce oziroma tele bež gležnarje, ful so lepi. Taki so bili že lani ful moderni, pa vidim, da se tudi letos trend kar nadaljuje. In še en styling, ki bi ga jaz na prvi dan novega šolskega leta takoj nosila. S tem pa smo prišli tudi do konca današnjega videa. Vsem lepoticam in lepotcem želim en čudovit vstop v novo šolsko leto. Ne pozabi sodelovati tudi v Bags & More nagradni igri, kjer lahko osvojiš enega izmed 3 bonov za shopping v skupni vrednosti kar 180 €. Planer lepotica in copate pa najdeš tudi na moji spletni strani evina-lepotilnica.si. Srečno!